Ja, če nam lahko poveste, katere pogodbe so podpisane, kakšne so vrednosti teh pogodb, kako je prišlo do podpisa teh pogodb in pa kaj bojo konec koncev ljudje imeli od tega. Finančno vrednost, katero smo danes s podpisom pogodbe namenili prireditvam, se pravi trodnevnemu tekmovanju od 30. junija do 2. julija za ekipe prvih pomoči vseh, bi rekla, celotne Evrope. Znesek je 47.700, mi smo ta denar rezervirali že prej. Če sprašujete, kaj pa je cilj namen in kaj bojo pridobitev tega, bo predvsem izmenjava izkušenj, potem način reševanja ponesrečencev v različnih situacijah, od množičnih nesreč in od teh, kar bo seveda lahko prineslo tudi neke dobre prakse in izkušnje za bodoče delo ekip prve pomoči. Podpisana je bila pa še ena pogodba, ne? Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje v okviru civilne zaščite tesno sodeluje z Rdečim križem že skozi vrsto let, podpira njihovo delovanje. Danes smo v okviru tega, da je pred nami organizacija in prireditev Fest tukaj v Ljubljani, ponosni na to, da smo lansko leto naša ekipa prve pomoči zmagala na tem mednarodnem tekmovanju prve pomoči, letos tudi pristopili k soorganizaciji. Tako da smo danes podpisali dve pogodbe, eno Ministrstvo za obrambo v sklopu tega organizacijske podpore sami prireditvi, tako kot tudi ministrstvo sklepa pogodbe z drugimi organizacijami, kjer pomaga pri prireditvi, gre za pomoč tako Ministrstvo za obrambo, Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, kot tudi Slovenske vojske. Drugo pogodbo pa je podpisal generalni direktor Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje v vrednosti 50.000 evrov. V bistvu gre za samo izvedbo, smo nekako soorganizatorji, mislim, da lahko uporabim ta termin in verjamem, da bomo to uspešno izvedli. To bo pripomoglo k dvigu Slovenije v mednarodnem okolju, zagotovo tudi dobrodošla izkušnja za vse naše udeležence. Prav gotovo pa tudi to, kar je pomembno, da Ministrstvo za obrambo v okviru civilne zaščite tesno sodeluje tudi z drugimi sestavami drugih držav v najrazličnejših akcijah ali pa tudi konkretno, ko so te države oziroma njihovi državljani in državljanke potrebne pomoči, tako kot druge države pomagajo nam. Mogoče, kako ocenjujete sodelovanje med ministrstvom in Rdečim križem? Jaz se ne predstavljam delovanja ministrstva, predvsem civilne zaščite brez Rdečega križa. Tako da sodelovanje je dobro, je tesno, so pomemben steber delovanja civilne zaščite, tudi pri samih posameznih naravnih nesrečah, drugih nesrečah se Rdeči križ izkazal kot zelo dober partner. Če samo izpostavim recimo ob žledu, ko so bili kontakt na terenu in seveda pri reševanju begunske in migrantske krize, kjer je bila njihova pomoč neprecenljiva in verjamem, da bo tako dobro in uspešno sodelovanje tudi prihodnje. Verjetno zaradi tega, na podlagi takega dobrega sodelovanja tudi vlagate potem naprej v te organizacije. Takšnega dobrega, predvsem pa učinkovitega sodelovanja in nudenja pomoči, takrat, ko so ljudje pomoči potrebni, ni možno, če pred tem ni dovolj usposabljan, dovolj vlagan tudi v kadre. In to je tisto, kar se pa pol na koncu prikaže pri nekih takih tekmovanjih, ko preverjamo njihovo sposobnost. Kakšen rezultat pa letos pričakujete od naših tekmovalcev? Letos, žal, kot lanskoletni zmagovalec in letošnji gostitelj ne moremo tekmovati, ampak verjamem, da bomo pa se izkazali kot zmagovalci pri organizaciji same prireditve. Bravo.